XRP in XLM sta pred odločilno potezo. No, in katera je ta, bomo razkrili v tokratnem videu. Lep pozdrav nazaj in kot vidite, si bomo najprej ogledali XRP. Smo trenutno na dnevnem grafu. XRP je pred kratkim doživel eno lepo rast. Kar me malček skrbi, je pa tole, da mi zdaj že kar vztrajno udarjamo v tole mejo tukaj na okoli 2,90, pa tam nekje do 2,80 dolarja. Poleg tega tukaj delamo tudi nižje vrhove, kar lahko nakazuje na šibkost. Zdaj, če bi mi slučajno izgubili tole mejo tukaj na 2,80, potem bi mi lahko padli vse do tukaj. Tukaj je naslednja meja, naša naslednja podpora na tam nekje 2,30, pa vse do 2 dolarjev. Torej, to bi bil naš medvedji scenarij, seveda, če izgubimo mi tole mejo. Kakšen bi bil zdaj bikovski scenarij? Tukaj se nam morda lahko formira dvojno dno, ampak najprej moramo od tele trenutne meje dobiti en jasen odboj. Bom kar zarisal tole dvojno dno, sicer to je trenutno možnost tegale bikovskega vzorca. In če mi naredimo tale vzorec, bi bila tukaj njegova neckline meja. Ta meja bi bila na okoli 3,30 dolarja. In kar bi gledal v tem primeru, je, da mi tole mejo presežemo in potem gremo na njej delati podporo in seveda rastemo naprej gor. Ampak, kot sem seveda že omenil, treba bo zdaj paziti tole mejo, torej vse oči na tole mejo, na tam nekje okoli 2,80. To mejo morajo zdaj biki obdržati za vsako ceno, ker če ne, mi lahko pademo, da vidimo, koliko odstotkov imamo tukaj dol, za kar 25 odstotkov dol. Nekaj podobnega se dogaja tudi pri XLM-ju, ampak tukaj je vzorec še malček bolj jasen. Trenutno se nam dela medvedji dvojni vrh, tako da bo treba zelo paziti in tudi trenutno se stikamo s tole neckline mejo, ki je ne smemo izgubiti. To je na tam nekje 36 centih. Če izgubimo teh 36 centov, potem mi lahko pademo vse do tle dol, tam nekje 23-22 centov. Tako da to bi bil naš medvedji scenarij, seveda, če mi izgubimo tole neckline mejo. Lahko pa seveda pride tudi do preobrata. Ta bi se zgodil, če se biki potrudijo in od tele meje mi tukaj dobimo konkreten odboj. In v tem primeru bi mi lahko naredili vzorec, bikovski vzorec dvojnega dna, ki bi lahko pomenil nadaljevanje tegale bikovskega trenda, torej glede na prejšnjo rast. In tudi v tem primeru bom zdaj jaz tale vzorec zbrisal, da nas ne bo medel. In v tem primeru bi bila potem tukajle tale naslednja meja, to bi bila neckline meja tegale dvojnega dna, na nekje 44-45 centih. To mejo bi morali biki presežiti in narediti podporo in seveda potem lahko vidimo nadaljevanje rasti naprej. Ampak vsaj zaenkrat ne kaže še ravno najbolje. Tukaj cenovno smo naredili vrh in pa nižji vrh. Tako da bo treba paziti, tudi če tukaj naredimo odboj, da se ne bomo odbili od tele zgornje meje tegale padajočega trikotnika. Padajoči trikotniki so tudi medvedji vzorci. To bi bil še naš drugi medvedji scenarij, torej da dobimo odboj in se potem odbijamo oziroma smo zavrnjeni
od tele zgornje meje tegale trikotnika in padamo naprej dol. Torej, da izgubimo tole neckline mejo na 36 centih in padamo naprej dol, vse do tam nekje 23-24 centov. No, pa dajmo si mi zdaj malo pogledati meme kriptoprojekt Uepe, kako mu kaj gre. No, novica je, da je Wall Street Pepe postal multichain, tako da zdaj je na Ethereumu in na Solani. Ampak kaj sploh je ta projekt? Torej, Wall Street Pepe oziroma Uepe je nov kriptoprojekt, ki združuje zabavno moč meme kulture in svet financ. Navdihnjen z Pepe the Frog, ta memecoin prinaša edinstven preplet internetne zabave in spekulativnih naložb. Wall Street Pepe je zasnovan tako, da združi skupnostne kriptoentuziaste in ljubitelje mimkovancev, ki želijo biti del rastoče zgodbe, povezane s financami in trgovanjem. Čeprav temelji na zabavni podobi, Wall Street Pepe ponuja tudi potencial za večjo uporabnost v prihodnosti, saj si prizadeva postati decentraliziran finančni projekt, ki bi lahko vplival na širši kriptosvet. Tako da toliko o samem opisu tegale meme kriptoprojekta. Torej, glavna novica je, da so se zdaj pognali tudi na Solani in če pogledamo njihovo spletno stran, imajo tukaj tudi nakupni widget, kjer si ga lahko kupi s kriptom ali pa tudi kreditno kartico. Poleg tega ima pa tukaj tudi povezavo na white paper, katerega se vedno splača prebrati, preden se kamorkoli kaj vlaga. Tukaj v belih knjigah je pogosto tudi precej več informacij, kot jih je na spletni strani. Idemo nazaj na spletno stran, gremo naprej dol. Torej, kot vidimo, tukaj trenutno jih zažigajo, zdaj je to postal tudi multichain kriptoprojekt. Tudi pegan je z Uepetom na Ethereum blockchainu v razmerju 1:1. Pa pojdimo še naprej dol. Tukaj so ponovno navodila, kako kupiti, kar smo že v bistvu pokrili. Lahko kupite na Ethereumu ali pa na Solani. Potem naprej imamo še zažige žetonov, ki so v teku. In seveda naprej imamo še dodatne opise, kar se tiče projekta, tudi NFT-je in pa seveda roadmap. Trenutno smo že na drugem koraku. Tukaj se lahko tudi pridružite njihovi skupnosti. Dodali so tudi ta glavne novice, kar se tiče samega kriptoprojekta. Potem so tukaj še razne meme umetnosti, ki jih je skupnost že naredila in seveda so tukaj še pogosta vprašanja. To so vprašanja, ki si jih uporabniki pogosto zastavljajo. Zdaj, če imate morda še kakšno svoje vprašanje, so tukaj tudi povezave na njihov Telegram in pa na X, kamor jim lahko pišete. Ampak tukaj je treba vedno opozoriti. Vedno se morate prepričati, da se pogovarjate dejansko z njihovim suportom. Zaradi tega, ker dostikrat se lahko zgodi, da se nekdo predstavlja za suport, pa v bistvu to ni in so njihovi nameni čisto drugačni. Treba si je enostavno zapomniti. Čim nekdo zahteva kakšne občutljive finančne podatke od vas, ga je treba samo blokirati. In še poleg tega je treba tukaj tudi opozoriti. Gre se za meme projekt. In kot že ime samo pove, tukaj se gre za zabavo. In skladno s tem se je treba tudi obnašati. Tako da, če se že karkoli vlaga v tovrstne projekte, se vlaga dejansko denar, ki si ga pripravljen pogrešati. In to je drobiž. Najprej bi se rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če želiš morda tudi ti postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju.
Seveda v zameno za podporo dobiš dostop do dodatnih vsebin, kot je na primer tudi predogled videov, preden jih objavim na YouTubu. S paketom više pa dobiš dostop tudi do mojega Discord strežnika. Tam objavljam tudi tehnične analize kriptovalut na manjših časovnih intervalih. In poleg tega patroni dobijo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati, tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj naprednejših indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI. Oziroma Asset Rotation Index. No, ta indikator prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar, ali se preliva v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda tudi komentirajte spodaj, zanima me vaše mnenje in začnimo debato. Tukaj na tem kanalu redno spremljamo tok kriptovalut, tako da se vsekakor splača naročiti. Seveda, da ne zamudite kakšnega prihodnjega videa. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.